danes v Pomurskem dnevniku. Pomladni sejem in Green odpirata leto. Mura se bo pomerila s Križevci. Kakovost zraka v soboški občini vprašljiva. S Pomurskim dnevnikom do pravnega nasveta. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Pomlad prihaja tudi v Radgonsko sejmišče. Sezono sejma odpirata pomladni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti ter sejem Green, tretji mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga. Od 31. marca pa do 2. aprila je torej čas za gradnjo, obnovo in bivanje z naravo na pomladnem sejmu v Gornji Radgoni. Pomladni sejem in sejem Green se vračata vsej svoji inovativnosti in povezanosti z naravo. Prvi bo ponujal gradbeništvo, obrt in zaključna dela v gradbeništvu, urejanje okolice, kritine, okolju prijazno in klimatizacijsko tehniko in še in še. Iztočnica letošnjega pomladnega sejma je obširna predstavitev obrti, to pomeni obrtna dela. Tako da smo v dogovoru z Obrtno zvezo Slovenije naredili predstavitev obrtnikov in so se kar presenetljivo odzvali, tako da v bistvu za obiskovalce jih čaka tu od gradbeništva pa do energetike, polagalci talnih oblog, do slikopleskarjev, v bistvu vse. Istočasno bo sejem Green poskrbel za predstavitev naravnih parkov, elektromobilnost, naravne materiale, 3D tiskanje, trajnostna oblačila, zelene gradnje in obnovljive vire energije. Zanimiva novost pa je tudi akcija Prinesi, odnesi. Ljudje imamo ogromno stvari, ki jih doma ne potrebujemo in bi mogoče končale v košu oziroma v odpadkih, drugi pa bi to potrebovali. Zato je to ena zelo spodbudna akcija, da ljudje, ki ne prinesejo stvari, ki jih mogoče drugi potrebujejo na sejem, da potem lahko zamenjajo in vzamejo tudi kaj drugega, kar mogoče bi oni potrebovali. Vstop na sejemski dvojček bo prost, brezplačno bo parkiranje. Vse to pa tudi z namenom, da pritegnejo več družin in mladih, ki lahko na pomladnem sejmu vidijo, da obstaja prihodnost v teh dejavnostih. To priložnost izkoriščajo tudi pomurski obrtniki. Lahko posebej pohvalno se izrazim, da pa obrtniki, tako naši pomurski, kako tudi vse slovenski, predvsem pa močno pomurski obrtniki, so zaznali priložnost, da je sejem, pomladni sejem in lokacija na Pomurskem sejmu tisti prostor, kamor se splača priti, kajti lahko ponudijo svojo storitev, to, kar lahko nudijo tudi v domačem okolju, da dobijo delo v domačem okolju, in tu je obrtna zbornica, območna obrtna zbornica Murska Sobota zagotovo odigrala veliko in pomembno vlogo. Na obeh sejmih se torej najde za vsakega nekaj. Obisk sejma bi priporočil v bistvu vsem, in strokovnjakom in splošnim obiskovalcem. Saj imamo na tem sejmu strokovna srečanja profesionalcev, kot bi temu rekli, in pa tudi svetovanja, recimo arhitekt svetuje, ki pa je za splošni obisk zelo priporočljivo, ker njih lahko svetujejo od pridobivanja papirja za gradnjo do urejanja okolice, do strehe, do izbira materialov za hiše. Na pomladnem sejmu bo razstavljalo 150 razstavljavcev iz 5 držav, na sejmu Green pa 70 razstavljavcev iz 4 držav. Od 31. marca pa do 2. aprila torej ne zamudite pomladnega sejemskega dvojčka v Gornji Radgoni. To soboto se bosta na stadionu Fazanerija v Murski Soboti pomerila nogometna šola Mura in lesoplast Križevci. Več o spopadu pa nam bo povedal Aleš Ljuk, ki ga lepo pozdravljam z nami v studiu. Pozdravljeni. Kakšen spopad torej pričakujete ta konec tedna? Križevci so trdi, neugoden nasprotnik. Lansko leto smo v Križevcih nažalost izgubili, tako da bo zanimiva tekma. Torej so neke stare zamere, kako se pripravljate na njih? Ja, stare zamere, tam je bilo zared malo tudi težave so bile s terenom, ker je bilo razmočeno igrišče, drugače pa Križevci so, kot sem že prej omenil, trda ekipa, igrajo trd nogomet, tako da z njimi bo kar težko, ampak gremo seveda na zmago. Boste na katerega izmed igralcev še posebej pozorni, boste morali koga še posebej paziti? Pa nekakšno individualne stvari, to se bomo še v toku tedna zmenili.
Drugače pa taktična priprava cele ekipe je pa normalno, kako vedno. Pač z našo igro nekako poskušamo seveda zmagati vsako tekmo. Povejte nam še to, ob kateri uri je sploh ta tekma, kdaj si jo lahko navijači pridejo pogledati, vsi tisti zainteresirani seveda. Tekma bo seveda zaradi praznikov že v soboto, to bo 15. uri, tako da vsi tisti ta pravi navijači Mure vabljeni seveda na tekmo in navijati za našo novo zmago. Držimo vam pesti in upamo, da vam bo uspelo. Hvala. Hvala, da ste nas obiskali v studiu in hvala za vse te odgovore. Hvala. Pomurski ekološki center je v pomoči Ministrstva za okolje in prostor izdal publikacijo Kakovost zraka v Sloveniji. Kakšen zrak dihamo? Ob tem si želijo, da bi prva tako poljudna predstavitev kakovosti zraka z njegovo analizo, vplivom na zdravje in ukrepi za izboljšanje zraka dosegla vsako gospodinjstvo. Publikacija o problematiki kakovosti zraka je namenjena predvsem prebivalcem 7 območij, kjer nevarne emisije delcev PM10 in PM2,5 presegajo mejne vrednosti. To so mestne občine Murska Sobota, Maribor, Celje, Kranj, Ljubljana, Novo mesto in zasavske občine. Podatki kažejo, da so se emisije PM10 in PM2,5 glede na leto 2000 povečale kar za 4-krat, tako da je Slovenija po obsegu škodljivih emisij s tem na nezavidljivem 3. mestu v Evropski uniji. Vzroki za nazadovanje pa so v napačni energetski oskrbi prebivalstva, neučinkovitih kurilnih napravah in njihovem slabem vzdrževanju ter napačnem kurjenju. Publikacijo je podprla samo soboška občina, čeprav so bile v letih 2014 in 2015 v odloku o načrtu za kakovost zraka na območjih preseženih mejnih vrednosti občine zadolžene, da morajo za onesnaženost na tem področju prispevati denar. Lani so klopi pri nas okužili že skoraj 4000 ljudi, zato v Sloveniji še vedno veljajo za najnevarnejšo žival za človeka. Prvi klopi so že aktivni, v naslednjih tednih jih pričakujemo še več. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v letu 2015 zaradi limske borelioze v Sloveniji zbolelo 3741 oseb, zaradi klopnega meningoencefalitisa pa 62 oseb. Bolezni, ki jih prenašajo klopi, so pri nas pogoste. S pričetkom toplejšega obdobja se verjetnost okužb poveča, zato strokovnjaki opozarjajo na primerno zaščito. Če pa pri pregledu telesa kljub temu opazimo klopa, ga čim prej previdno odstranimo. Klopa primemo s koničasto pinceto čim bližje koži in ga z enakomernim gibom izvlečemo. Če deli klopa ostanejo v koži, tudi te čim prej odstranimo. Za odstranjevanje klopov z kože ne uporabljamo olja, krem, petroleja ali drugih mazil. Največ okužb z limsko boreliozo je bilo leta 2014 sicer na območju Kranja in Murske Sobote, kjer so zabeležili kar 280 primerov na 100 000 prebivalcev. Ste se znašli v pravnih težavah in ne veste, kako bi jih rešili? Postavite vprašanje pravnikom iz Zavoda PIP in v Pomurskem dnevniku na TV Ideja bodo podali pravi odgovor nanj. V Pomurskem dnevniku lahko odslej prejmete brezplačni pravni nasvet. Če imate pravne težave in ne veste, kako bi se jih lotili, se lahko namreč obrnete na naše pravne svetovalce iz Zavoda PIP. Vse, kar morate storiti, je odpreti prenovljeno spletno stran tvideja.si. Nato poiščete povezavo brezplačni pravni nasvet v Pomurskem dnevniku in jo odprete. V obrazcu, ki se pojavi, pa zapišete svoje ime in že lahko zastavite vprašanje. Na vaša vprašanja bodo odgovorili pravni svetovalci Zavoda PIP. Kot poroča spletni medij Sobota Info, Ministrstvo za notranje zadeve preverja tudi Mursko-Soboški dijaški dom za možnost namestitve beguncev. Bodo mladi azilanti res nameščeni v Soboškem dijaškem domu? Preberite na sobotainfo.com. Sledijo kratke novice.
Vreme se že izboljšuje, za praznike pa bo mogoče celo doseglo vrhunec. Kaj nam torej napovedujejo meteorologi? Danes smo imeli večinoma oblačen dan s temperaturami okrog 9 stopinj Celzija. Opoldne ste v Karinskem parku Goričko namerili 6 stopinj, v Murski Soboti in Lendavi 7 ter v Radencih stopinjo več. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru okrog 3 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 11 stopinj Celzija. V petek bo zjutraj delno jasno, čez dan se bo pooblačilo. V soboto bo pretežno oblačno, čez dan bodo ponekod manjše padavine. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med -1 in 5 stopinjami nad ničlo, popoldan pa med 12 in 18 stopinjami. Toliko smo vam, spoštovane gledalke in gledalci, pripravili za danes. Več vsebin si oglejte na naši prenovljeni spletni strani tvideja.si, kjer si lahko ogledate tudi Pomurski dnevnik in vse ostale oddaje lastne produkcije. Bodite v naši družbi tudi jutri in lep večer še naprej.